Tako, tik pred, lahko rečemo, izjemno pomembnim korakom, tik pred skupinskim delom Lige Evropa, pred zadnjim, a najtežjim korakom z našim športnim direktorjem. Zlatko Zahovič, Zlatko, lep pozdrav. Lep pozdrav. Torej, kot sem rekel, sicer zadnji, a verjetno najtežji korak. Sigurno, biti v četrtem krogu pomeni, da si kvalitetnejši od vseh ostalih. To velja tako za nas, kot tudi za našega nasprotnika. In ko rečemo od vseh ostalih, zdaj, če malo primerjamo nasprotnike, ker vemo, da ste Kabalo tudi dobro analizirali. Če gremo po vrsti, najprej Bolgari, potem Škoti in zdaj Azerbajdžanci. Tako so rekla, je najtežji nasprotnik, zato ker biti v zadnjem krogu pomeni, da si vse ostale premagal, se pravi, da si kvalitetnejši, da imaš organizacijo igre zelo visoke ravni, fizično so res zelo kakovostna ekipa. Lani so igrali skupinski del Lige Evrope, kar pomeni, da je zelo kvalitetna ekipa, tako da nas čaka res dva boja, vrhunska dvoboja. Morali bomo imeti dve perfektni tekmi, ampak mi smo to sposobni. In kje so recimo prednosti, kje lahko Maribor prav s tem nasprotnikom nekako dominira oziroma najde tisti jeziček na tehtnici, da ga premakne v svojo smer? Ja, veste, v kvalifikacijah vse ekipe, kadar pridejo do četrtega kroga, približno enako igrajo. Se pravi, igrajo na odvzeto žogo, na pol kontro ali pa na kontranapad, kajti enostavno drugače je nemogoče, ker drugače si pod pri velikem riziku, imaš 20 minut v eni tekmi slabših in izpadeš, ker pa si nihče ne želi izpasti, zelo malo riskira. To mi dobro vemo, kajti je že 8 let teh kvalifikacij, tako da smo zelo izkušeni v tem segmentih igre, tako da tu je naša velika prednost. Mislim, da na sredini igrišča smo precej boljši, ampak moramo paziti na protinapade, kajti imajo vrhunske protinapade, zelo dobro odigravajo, tako da bomo morali biti zelo skoncentrirani. Ker tekmo eno ste si ogledali v živo in verjetno tam so prišle te informacije, ti zaključki. Ja, nažalost ne toliko, zaradi tega, kajti oni imajo v domačem prvenstvu pravilo, da morajo začeti z 5 domačimi igralci, kar seveda v Evropi ni slučaj. Igralo jutri po naših informacijah, mislim, da so dobre, jih bo dalo kar 9 tujcev, se pravi, lahko imajo večjo izbiro, ampak tekme proti Lilu oziroma še prej proti MTK-ju so zelo zgovorne, sploh tekma z Lilom je dala vedeti, da se to ena druga ekipa, kar je v bistvu tudi za nas isto naša karakteristika. Normalno v prvenstvu probaš nekako odigrati teh 90 minut, kajti utrujenost in vse ostalo je na eni drugi ravni, motivacija na eni drugi ravni, tako da smo zelo podobna ekipa, kajti izhajamo s približno enakih možnosti, kaj se tiče domačega prvenstva. Finančno pa je verjetno zgodba nekoliko drugačna, kot če pogledamo ta Azerbajdžan, deželo daleč stran, če bi jo primerjali s Slovenijo. Verjetno se da to preslikati tudi na nogomet. Ja, sigurno, ampak naš slučaj je to že v drugem krogu, ne samo zdaj, tako da mi smo to navajeni. Vsaka ekipa je finančno daleč pred nami, kaj še ne pomeni, da je kvalitetnejša, kaj še ne pomeni, da je ambicioznejša, to pa da Maribor dela velikega. Se pravi, gol v gosteh in potem mirno na povratni tekmi v Ljudskem vrtu? Ja, pripeljati vsekakor z ugodnim izidom v Ljudski vrt. Ljudski vrt je Ljudski vrt, tam je brzina 2 v našo korist, tako da z našimi navijači je to seveda ena druga zgodba. Tako torej naš športni direktor Zlatko Zahovič.